Lep pozdrav vsem na današnjem dogodku ob predstavitvi časopisa Jošta Franka. Moje ime je Kristina Božič, sem novinarka in veliko veselje mi je, da lahko danes z vami oziroma z gostoma, sogovornikoma bomo nekako napolnili večer z različnimi razmisleki, mislimi, pomisleki in mogoče željami za naprej oziroma o kakšni družbi želimo razmišljati in v kakšni družbi želimo živeti. Jošt Franko verjetno ne potrebuje posebne predstavitve, a vseeno nagrajeni fotograf, najmlajši vabljeni član mednarodne fotografske agencije Seven, večkratni dobitnik Pulitzerjeve štipendije za svoje delo, ki že več let tudi v bistvu sledi zgodbam beguncev oziroma ljudi, predvsem na balkanskem področju, hkrati pa zavedajoč se vseh globalnih razsežnosti, ki se nekako koncentrirajo v tem našem prostoru. In ob njem na njegovi desni dr. Jure Gombač, raziskovalec Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, ki se tudi v bistvu ukvarja sistematično že vrsto let z vprašanjem migracij. Raziskoval je posebej tudi vprašanje bangladeških migrantov v Italiji, hkrati pa je aktiven tako na terenu, kot v bistvu z neko raziskovalno mogoče distanco v Sloveniji na terenu in v okoljih, kjer se poskuša nekako ustvariti sočloveško in solidarno okolje za vse ljudi. Mislim, da na začetku je bilo zaželeno, da predam še besedo Joštu za par zahvalnih besed, potem pa v bistvu bomo odprli pogovor, hkrati lepo vabljeni tekom celega večera oziroma pogovora, da se nam pridružite v razpravi, debati, razmislekih, tako da dvignite roko, prišel bo do vas mikrofon, zato da bodo tudi tisti, ki spremljajo v bistvu prek interneta oziroma videa, nas slišali vse in da nekako čim bolj široko zastavimo to razpravo in obeležimo pravzaprav izid časopisa. Jošt. Okay. Pozdravljeni vsi skupaj in hvala, da ste se v tako velikem številu lahko udeležili. Jaz bi sam nekaj stvari poudaril, preden se spustimo v to debato, in prva je to, da absolutno si ne želim, da bi bil to moj avtorski projekt, ampak vztrajam na tem, da je naš skupni projekt vseh, ki so bodisi v njem sodelovali kot sodelavci, naprimer Kristina, kot tudi vseh, ki so v njem prikazani. Čist na kratko, Kaj na šans je publikacija, ki naslavlja, dokumentira, raziskuje stanje ljudi na balkanski, migrantski ali pa begunski poti, neko stanje, v katerega so bili ljudje potisnjeni, pahnjeni in njihove želje, prepreke, aspiracije. V bistvu vizualizira čas, ki mu begunci med poskusi tega, kar begunci rečejo game, igre v nekih poskusih prečkanja evropske periferije, v tem primeru Bosne, do končnega cilja v Evropski uniji, končnega zaželenega cilja. Projekt nekako vizualizira trenutno politično realnost, pa preizprašuje odločitve politične, ki so do tega pripeljale. Hkrati pa mislim, da kar je ful pomembno, poskuša ponuditi idejo solidarnosti kot neke antiteze nasilja, kot odgovor na nasilje. Jaz bi se zelo osebno rad zahvalil ob tej priložnosti Otu Lutherju in ZRC SAZU-ju za neko pomoč pri končni realizaciji projekta, vsem, ki so zelo aktivno prispevali k nastanku, in Jureju Gombaču, ki je danes tukaj z nami tudi, pa seveda vsem piscem, ki so prispevali prispevke, Kristini Božič,
Desmondu Happyju, Matjuli Intizarju in Mirjani Dragosavljević. Tako da predajam zdaj besedo nazaj Kristini. Okay. Pa mogoče, če kar nadaljujemo, zdaj malo si že zastavil oziroma orisal, kaj pravzaprav je časopis. Nažalost vidim, da smo se tako organizirali, da ga ima v rokah samo Jure. Se v redu, se sam tako, da boste videli, zakaj gre. V resnici je forma časopisa nekaj, kar postaja objekt poželenja oziroma nekaj, kar pravzaprav potrebujemo tak dogodek, da pridemo do njega za tako vsebino. Kar sva se pogovarjala nekako tudi ob oblikovanju današnjega dogodka, je tudi to, da pravzaprav manjka, da je to občutek, da manjka prostora v rednem časopisju za vztrajno, nekako sistematično ohranjanje pogleda in ohranjanja pozornosti na situaciji, ki je nesprejemljiva in ki se dogaja čisto blizu nas oziroma pri naših sosedih oziroma v naši soseščini in tudi zdaj že v naši hiši, če razumemo hišo znotraj nekih nacionalnih meja, ki so postavljene trenutno. Torej, kaj je zgodba za tem časopisom? Podobno publikacijo si že oblikoval ob razstavi Nicht Vollen. Jeziki se vedno prepletajo, fotografije govorijo univerzalen jezik. Vemo, da umetnost na nek način želi ravno preseči to, na nek način strokovnost in igrati na čustva oziroma pripovedovati zgodbe tudi skozi čustva, postaviti nek čustveni odziv v gledalcu. Torej, kaj vse se tukaj prepleta, je to nekaj, kar te zanima? Torej, da imaš občutek, da je tudi še vedno to medij, ki lahko vzbudi in odpre več debate kot samo razstava, kot samo objava v rednem časopisju, ali za njo sploh ni več prostora in možnosti. Torej, kako vse oziroma kaj vse je v tem? Jaz mislim, da projekt, ki smo ga naredili, je nekako po mojem odziv na kritični manko poglobljenega poročanja o balkanski begunski poti in pač, kot sem že omenil, stanja, v katerega so ljudje potisnjeni. In konec koncev tudi cena, ki jo morajo ljudje plačati, da pridejo na ta cilj, in ta cena je včasih tudi smrt. Jaz mislim, da je pač potrebno poudariti kljub vsemu, da tukaj v časopisu govorimo v navednicah, da pač gre za apropriacijo forme, ki je desetletja gojila nek dokumentarizem ali pa neko dokumentarno formo. Po drugi strani pa v zadnjih 20-30 letih ta dokumentarnost znotraj časopisja pač izgublja svoj momentum oziroma pač v njem ne more več preživeti. Mogoče pač gre za neko manifestacijo časa, v katerem živimo, mogoče tudi poklon mediju ali pa mogoče utopično rečeno demokratizacija tega medija v času, ki je do skrajnosti privatiziran. Zdaj, glede čustev in podob, za moje osebno mnenje je to malo triki. Če parafraziram Abbasa Kiarostamija, zdaj, če rečem, da imajo podobe neko moč, sem idiot, naiven, če rečem, da je nimajo, sem pa cinik, ki zares ne ve, zares nimam zakaj tega početi, kar počnem. Pač mislim, da vsi skušamo na svoj način doprinesti, kar lahko, aktivno za nek pravičnejši svet. Pač ti počneš to s pisano besedo, jaz to poskušam z podobo, Jure z researchom, tako da, dlje od tega mogoče se ne bi spuščal. Jure, mogoče potem vprašanje tako iz perspektive raziskovalca. Kaj je taka publikacija, v bistvu tak predmet, dokument časa, razmislekov, prostorov, prinese družbi iz vidika raziskovalca, ki ima tudi nek specifičen v bistvu pogled in...
Hvala za vabilo. Raziskovalci se ukvarjamo z veliko stvarmi, tako kot je Pika Nogavička rekla, in ena od tega so tudi meje Evropske unije. To, kar gledamo, je določen režim, ki ga Evropska unija postavlja tam od leta 2016 naprej. 2015-2016 je krahiral, zdaj se ga sestavlja in za ta ponovni vzpon, te meje so značilne 4 glavne paradigme. Eno je eksternalizacija evropske mejne politike, to pomeni, da se te migracije skuša potisniti čim dlje stran od meja Evropske unije in zato gledamo vse te prizore tako iz Libije, Turčije, Irana, Iraka in navsezadnje tudi iz Bosne in Hercegovine, kamor se je tako imenovani migrantski val ali pa, ko se temu tudi reče, tok v medijih, nekako uspelo s pomočjo postavljanja rezilnih žic usmeriti. Druga stvar je ta paradigma o pametni meji zunanji Evropske unije, s pomočjo najrazličnejših satelitov, dronov, infrardečega opazovanja in podobnih, seveda policije in vojske na mejah. In pa naraščujoča na eni strani humanitarizacija meje Evropske unije, ko se čedalje več humanitarnih organizacij spravlja reševati življenja migrantov na samo mejo s pomočjo pomoči v kampih in podobno, in pa militarizacije meje na drugi strani. In zdaj pri vseh teh mehanizmih je nekako zelo dragocen vsak dokument, ki se v bistvu posveti posamezniku, ki se pač odpravi na to pot, na tej poti vztraja, nekatere poti trajajo tudi do 7 let, to ni game samo v Bosni in čez Hrvaško, to je game včasih vse od Afganistana naprej. Na tej poti živijo, odraščajo, se seznanjajo z življenjem, ustvarjajo, tako da taki trenutki so res zelo, zelo dragoceni, ker vnašajo humanitarnost v ta zelo, zelo sekuritiziran diskurs. In še en mehanizem bi omenil, in to je tako imenovani spektakel na meji, ki smo ga lahko gledali praktično v zadnjih 3 tednih, ko se nekatere begunce pač že od samega začetka naredi kot nezaželene, kot nevarne, kot nekaj, kar si ne želimo, ker bo delali težave, in druge kot izobražene in naše in podobno, in na ta način nekako tudi prilagodi naše sprejemne sisteme oziroma mehanizme. Tako da vse to nekako vpliva, ampak kot sem že rekel, ta publikacija in tudi razne druge zgodbe nas opominjajo, da za vsemi temi zgodbami stojijo ljudje, ne pa droni, mehanizmi, zakoni in podobno. Da v bistvu publikacija prinese to domov, skratka eksternalizacija pride za našo mizo. Hkrati ni pametna, je tista najbolj, na nek način, mogoče ne najbolj, ker ni glih na kamnitih ploščah, ampak vseeno ni pametna tehnologija, ampak nekako časopis kot tak. Ni tega odnosa humanitarizacije v smislu dajanja, ker v resnici so pomembne zgodbe prispevali ravno tudi Desmond in Matula. In hkrati, mislim, tako vojske ni oziroma policije tukaj na fotografijah, mislim, da se nikjer ne najde. Ampak tako bom še malo zoprna, pa bom vprašala, je to učinkovito? Če se borimo proti 4 tem nekim procesom, ki se nam dogajajo, ki vplivajo pravzaprav na naše družbe, na naš vsak dan, kako se odzvati na to? Ker zdi se, da zelo veliko vemo. Raziskav je bilo veliko narejenih, govori se o militarizaciji mej, o tem, da evropska politika upravljanja meja pravzaprav širi konflikte na samo pot, po kateri begunci prihajajo, in iz te poti dela nova žarišča, iz katerih morajo ljudje bežati oziroma destabilizira ta področja zaradi militarizacije samih mej oziroma teh procesov. Torej, zelo veliko vemo, raziskovalci ogromno delate na terenu, veste vse oziroma veste zelo veliko,
Ampak vendar se zdi, da politike so pa vse bolj neumne, pa ne v smislu tega nasprotja od pametne tehnologije, ampak prav v smislu nočemo razumeti, kaj počnemo. Če glih razmišljam, bi rekel, da je to en tak glitch v sistemu, ne? Zato ni šlo milijarde evrov, tako kot grejo za razne druge sisteme, ki jih Evropa pač trenutno uporablja pri svoji eksternalizaciji, ne? Ampak izkazalo se je, da tudi glitchi v sistemu na koncu so potrebni, ne? Ker če nekako razmišljamo o migracijah, ne? Migracije so v bistvu družbeni boji. In ko ljudje, ki prečkajo meje, ki se tudi z mejami srečujejo v vsakdanjem življenju, te meje zaznajo, mi jih ne zaznavamo, ker smo državljani, ne? Ampak oni jih zaznavajo, na njih so občutljivi. In v bistvu nas opozarjajo na probleme, ki jih bomo mi že doživljamo ali pa jih bomo še doživeli v naslednjih letih, ne? Problem prehoda meje. Smo videli, kaj smo se naučili od covida, ne? Pač kar naenkrat se ni dal česiti, nekaj, kar se je pač, ne vem, ljudem na poti dogajalo že leta, ne? Druga stvar, ki je prekernost, s tem migranti živijo že od nekdaj, ne? Boj za vsako pravico, za vsako socialno pravico, za pravico do, ne vem, da se jih upošteva, ne? In vse te zgodbe, ki so tudi tukaj noter zbrane, so v bistvu mejni boji, ne? Mejni ne na sami meji, ampak proti mejam, ki jih družba postavlja, ne? In zdaj, ker se pač proti družbi težko boriti frontalno, ne? Saj se da, ampak so taki glitchi v sistemu zelo, zelo dobrodošli in priporočljivi, ker načenjajo sistem. Malo več, ne? Ampak nek sistem diskriminacije, rasizma, nasilja, da sem bolj konkreten. Zdaj te zgodbe, ne, tudi Jure nekako omenil, torej povezujejo tako te osebne zgodbe kot sistemske procese, ki se dotikajo oziroma nasilno posegajo v življenja posameznih ljudi. Ko fotografiraš, ko pripoveduješ ti zgodbe, ko se srečuješ s temi ljudmi, kaj vidiš, kaj želiš v bistvu pravzaprav prenesti ostalim, družbi, ki jo nagovarjaš, s katero komuniciraš? So to osebne zgodbe, je to sistemski, v bistvu ta sistemska paradigma? Kakšen odnos imaš do teh dveh na nek način entitet, ki sta pa povezani? Mislim, jaz v celotnem svojem udejstvovanju znotraj tega, kar počnem, vselej verjamem, da pač osebne zgodbe gradijo politično, da neke zgodbe v narekovajih malih ljudi pač tvorijo sliko sistemskega odnosa do določenih vprašanj, vključno z migracijo, da pač tvorijo in odpirajo vprašanja v nekih paralelnih zgodovinah, ki obstajajo mimo tega, kar mi živimo. In to je pravzaprav tudi nekako moje zanimanje znotraj celotnega, znotraj vprašanja ne vem, tega časopisa ali pa nasplošno v dokumentarizmu. In sicer, kaj se zgodi z nekim stanjem, z nekimi dogodki, kot jim v medijskem svetu rečemo, ko slednji pač paradoksalno prenehajo biti dogodki, ne? Ko postanejo zgodovina. In jaz verjamem, da neki taki projekti lahko potem določene zgodbe sledijo z neko malo bolj analitično počasnostjo in mislim, smo se mi na ta način tudi poskušali dotakniti tukaj. Verjamem, da skušamo komunicirati, kot sem že omenil, nekaj, kar ne da je porinjeno na periferijo, ampak skušamo naslavljati nekaj, kar pač v očeh javnosti ne obstaja ali pa obstaja če dalje manj. Čist da konkretiziram, mlajše generacije danes, verjetno, mislim, govorimo o najstnikih in mogoče 20-letnikih, pač nimajo več ozaveščeno, da je v tej regiji divjala zelo brutalna vojna. Hkrati pa še vedno zelo velik del ljudi, ki so bili udeleženi v tem konfliktu, živi v begunskih taboriščih v ekstremno prekarnih razmerah, ne? Pogosto tudi brez tekoče vode. 30 let skoraj 30 let po koncu vojne.
kjer se v ta naselja ali pa v neke te begunske, v narekovajih že zgodbe, rojevajo ljudje, ki de facto niso več begunci, pa so vseeno podedvali ta status zaradi pač nekih prekarnih razmer, v katerih živijo. Ne vem, če sem... Recimo tukaj ti povezavo dejansko zgodb, ne vem, beguncev iz 90-ih, torej iz časa vojn na Balkanu, razpadu Jugoslavije, v današnje zgodbe beguncev. Mislim, absolutno, zaradi tega, ker z Niko, ko sva pač potovala po teh krajih, valjda sva srečevala ljudi, ki so bili begunci, ljudi, ki so pač gostili begunce v 90-ih letih in ki to počnejo tudi danes. Zato pač jaz mislim, da Balkan oziroma balkanska begunska pot, pač absolutno ni zgolj zgodba o nekem brutalnem nasilju, ampak je tudi, kot sem že omenil, zgodba neke res velike solidarnosti, kjer pač ljudje svoja zelo skromna imetja pač delijo z ljudmi na poti. In ena izmed družin, ki sva jo spoznala, je bila družina Muja in Seda v vasi Polje pri Kladuši, kjer so pač svojo zelo skromno kmetijo odprli, gostili 15 kašmircev, da pač njim ni bilo treba živeti v tako imenovanih jungle campih sred gozda, sredi zime. Rekoč, kdo drug bo pa to počel kot mi, ki smo v 90-ih letih gostili hrvaške begunce, ki so prebegnili k nam, in ne zgolj to, gostili v narekovajih smo tudi njihovo živino, zaradi tega, da je pač ta familija lahko nazaj ali pa naprej živela po koncu konflikta. Tako da pač te zgodbe znotraj Balkana oziroma balkanske begunske poti sploh v Bosni, mislim, da se izjemno prepletajo in to kljub temu, da je neka, na primer, solidarnost kot taka kriminalizirana. Ampak brez te solidarnosti bi pač teh smrti na poti bilo bistveno več. Pa ne govorimo samo o lokalcih, ki pač pomagajo, ampak seveda o vseh nevladnih organizacijah, ki skrbijo za to, da ljudje niso lačni, bosi in premraženi. In to pomeni, da je v bistvu ta družina kaj tvegala kazni zaradi tega, ker so gostili Kašmirce. Okay. Je pa to, kar si prej omenil, recimo čisto generacijsko, je tukaj karkoli, kar vidiš, da recimo te mlajše generacije, vemo tudi, da ta sanje o zahodu oziroma migracijska pot na zahod, pregovorno skorda, je nekaj, kar je privlačno za vse, za nas in za soljudi iz mogoče bolj vzhodnih ali pa bolj južnih krajev, ki dejansko bežijo iz še hujših ali pa težjih razmer. In za Bosance, ki pač ne. In recimo je tako, je tvoja izkušnja, skratka, je ta solidarnost prihaja, je kakorkoli generacijsko specifična, torej da so starejše generacije, ki so izkusile vojno, ki so bile takrat že odrasle, da drugač vidijo? Jaz mislim, da ne, ker pač vojno v Bosni izkušnjo vojne v Bosni imajo vsi, pač tudi 5-letni otroci danes, ker je pač nekaj, kar pač vojna pač v določeni regiji, to je zdaj moje izkušnje na tem področju mi pač narekujejo, da vojna na določeni regiji ostane ne samo 5-10 let, ampak pač desetletja. In zato, ko rečem, da se otroci, ki de facto niso več begunci, rodijo kot begunci, s tem mislim, tudi pač vsi so podedovali to zaznamovanost konfliktom. Saj pač imamo konec koncev tudi še vedno v Bosni in Hercegovini ta sistem 2 šol pod eno streho, kjer se pač paralelno uči zgodovina srbske otroke, tako bosanske oziroma hrvaške pa drugače. Tako da mogoče je malo specifično zdaj govoriti za neko generacijo v Bosni in tudi pač težko zdaj iz svojih izkušenj zres to govorim, ampak ja. Jure, kaj pa recimo tako iz raziskovalnega gledišča ali pa stališča, v bistvu to na nek način migracije zgodovinsko obstajajo, na nek način se zdi, odkar je človek shodil. Migrira, potuje, išče boljši jutri. Velja tukaj na karkoli opozoriti oziroma so kakšne zanimive stvari, ki so se pokazale tekom raziskav,
kako se stvari spreminjajo v Evropi ali pa v Sloveniji, v Italiji, kakšne so bile tukaj izkušnje in tudi odnos v bistvu različnih migrantskih skupin do potem temu, kar rečemo novi migranti. To, mislim, da tako dostikrat slišimo marsikakšne tudi predsodke ali pa resnične strahove, da starejši ali pa to, kar rečemo v Sloveniji migrantski delavci, vidijo nove migrante ali pa begunce kot grožnjo, zaradi tega, ker so lahko še cenejša delovna sila in pač zahteve kapitalizma in trga zahtevajo, da delovna sila je vse cenejša in cenejša in je to nekako spirala brez dna. Dobro vprašanje, pa dolgo. Seveda migracije, ne vem, že sam termin je vsaj meni problematičen. Mi, ki smo pač z razvitega oziroma globalnega severa, mi nismo migranti, mi smo mobilni. Medtem ko migranti so vsi tisti, ki hodijo tam po dolgih poteh in plačajo za letarsko karto oziroma ker si jo ne morejo privoščiti 100-krat več. Pa ne samo denarja, ampak tudi z leti življenja, ko so na poti. To so vse, mislim, meje so problema. Enkrat, ko smo, kar je čaka za zbornika, razrezali svet in postavili te rezalne žice na meje, smo pač svetu naredili nepopravljivo škodo. Ne samo svetu, tudi ljudem, ker na ta način kontroliramo ljudi, kontroliramo njihov čas, njihova življenja in tudi v solidarnosti definitivno, ampak tudi v, ne vem, liminalnosti in ostalih stanjih, po taboriščih, leta na poti, izgubljene mladosti in podobno, izgubljene sanje in tako naprej. Po drugi strani pa, ko smo delali našo raziskavo z Bangladešci v Italiji, so ljudje pač enkrat, ko so prišli, zakaj Italija? Italija vsake toliko naredi amnestijo vseh ljudi, ki so tam pač pridejo do tja. In to je pač še pred mamo Merkel bila praktično edina možnost legalizacije njihovega statusa. Kaj to pomeni? Pač mi kontroliramo nacionalne države s pomočjo statusov. Imamo državljane, pa imamo stalno bivanje, potem imamo začasno bivanje, pa imamo begunce, pa prosilce, pa subsidiarno, pa ilegalno oziroma irregularne migrante. En kup enih statusov in na ta status vezane pravice. In če imamo možnost legalno prestopiti mejo in dobiti nek status, potem je situacija tako za vstop na trg dela, zdravstveni sistem, šolstvo in podobno precej pač lažje. In na to so se vsi te Bangladešci nekako zanašali. Gremo v Italijo, tam bo legalizacija in potem lahko ostanemo tukaj, odpremo firmo, delamo v tovarnah, delamo na poljih. V primeru pa, če to ni mogoče, če si ti pač irregularen, potem pa pač živiš stalno na meji, stalno čakaš, da te ujamejo, da te deportirajo, ne moreš imeti normalnih odnosov z državnimi inštitucijami in tako naprej in tako naprej. In v zgodovini imamo ogromno primerov, ko so se države pač odločile regularizirati migracije in statuse. In redko ali pa sploh nikoli se je za njih to slabo končalo. Zmeri je prišlo do neke bodisi kulturne rasti in podobno. Saj tako zgodovina pravi in raziskave. V bistvu, kar slišimo, je, da to je, kako se reče, moment potega, oziroma da če bomo legalizirali irregularne oziroma ilegalne ljudi, bo pomenilo to, da bodo samo še novi prišli in novi prišli. In v bistvu ta primer bi lahko bil pravzaprav uporabljen tudi zato, da če pa nikoli ne legaliziramo, potem pa v bistvu bodo oni vedeli, da morajo tam ostati in iskati prave legalne poti za to, da sploh pridejo. Mislim, kako se izogniti tej govorici? Sem zdaj kar v statistiko vrgel, ker sem tudi sociolog. Tam nekje od 8 do 10% ljudi na svetu migrira, kar pomeni, da rajše ostanemo doma. Smo nekako usmerjeni v nek sedentarni način. Sedaj mi smo mobilni, mi tako lahko gremo tja in nazaj in to ni noben problem, ker ne predstavlja takih stroškov. Ampak načelno ljudje ostanejo v
družbah, kjer živijo. Zakaj? Ker imajo socialne mreže, ker poznajo, ne vem, medtem ko ljudje na poti, ko potujejo, spet naberejo ogromno nekega znanja, ki jaz mislim, da je v vsaki državi pomembno in potrebno, kako preživeti na poti, kako ne vem, ustvariti nekaj iz ničesar, kako biti solidaren, to je definitivno. Kako mogoče ceniti življenje, ker na teh fotografijah, pa tudi drugih, recimo, kaj sem že glih omenil, obzornike, ker imamo časopis, obzorniki, je en kup enih humanih trenutkov, tudi v teh provizoričnih skvotih, z nekimi fotografijami, slikami, glasbo, z nekim skupnim ognjiščem, in to je nekaj, kar mogoče nam na tem zahodu globalizirano malo manjka že. Hkrati pa tudi v bistvu nekaj, kar mislim, da smo se pogovarjali enkrat, pa je bilo omenjeno, da pravzaprav nastajajo v Evropi kolonije znotraj lastnih držav. S tem, ko se ljudi pravzaprav potiska v ilegalnost, ko se jih ne prizna, ko se ne prizna v bistvu njihovih izkušenj, njihovih želja in jim ne omogoči pravzaprav možnosti, da bi bili enakopravni člani. Koliko nevarno je to, oziroma kako razumeti te procese kolonialnih odnosov, izkoriščanja znotraj Evrope? Ja, na vsak način je kolonizacija nekaj, kar bi se bilo dobro izogniti, tako notranja kot zunanja. Bi pa rekel, ja, da getoizacija je bila od nekdaj problematična, ker se pač ustvari meje znotraj družbe in teh mej se največkrat držijo tako skupnosti, ki so okoli, kot tudi skupnosti, ki so getoizirane. In potem se vzpostavi nek sistem, v kateri v bistvu obe strani ali pa vse strani izgubljajo znanje, kontakte, ideje in podobno. Je pa tako, da ja, v preteklosti so se vsaj v zahodni Evropi ustvarjali te velika stanovanjska naselja, ki so bila slabo povezana s centri mest, kjer se je takoj seveda vzpostavila neka težka razmerja, in seveda so bili potem kriminalizirani migranti, oni so taki in podobno. In to je spet ena taka situacija, ki je v bistvu umetno ustvarjena strani večine, potem se pa prevali na ramena priseljencev. Največkrat pač zaradi različnih ekonomskih odnosov oziroma pač cenejše delovne sile, prekernih razmerij in podobnega. Jož, kako ti pravzaprav spremljaš zgodbe ljudi, ki si jih srečal in ki so nam predstavljeni skozi fotografije v časopisu? Ste še v stiku, kje so, kaj se z njimi dogaja, so se izgubili v Evropi? Ne, mislim, z vsemi temi fanti, ki smo sodelovali, imamo stik, ker pač socialni mediji so za takšno stvar neka še kar fino orodje. Slišimo o neprodušnih mejah Evrope. So še vedno v Bosni? Ali... No, vsi, ki sva jih z Niko na poti srečala, so uspešno prešli balkansko begunsko pot in velika večina se jih je legalizirala v Italiji in v Franciji. Pač to je nekaj, kar mislim, se o tem ves čas poslušamo, ampak kljub vsemu, mislim, tukaj sta 2 knjigi o tem, ampak kljub vsemu to je nekaj, kar jim je neka namera do tega, da bi izrazili željo po azilu, jim je v Sloveniji pač sistematično kršena in od tod te 2 knjigi debeli o pushbackih. Tako da, pač ja, da ne bom zdaj posegel preveč v Juretovo področje, ampak pač Evropa rabi delovno silo. In zaradi tega se pač ti ljudi v Italiji zelo po hitrem postopku legalizira, ker pač rabimo ljudi, ki bodo pobirali paradižnik, da ga lahko za 2 evra kupimo na kilo tukaj. Mislim, da ta računica je še kar enostavna. So srečni, so zadovoljni, so našli svoje sanje? To pa res ni namen, da bi sodil. Je pa ena lepa prigoda se zgodila ravno s temi Kašmirci, ko sva jih spraševala,
kaj naprej, kam od polja dalje. Ne? In so rekli, we go Italija, we make paper, we make money, we go back Pakistan, we make mama, papa go Hajj, we go back Italija. In jaz pač zadnjič odprem Facebook in vidim ta dva pač kolega, ki smo jih spoznali v oblekah, ki sta pač šla v Pakistan, dati mami in očetu denar, da greste lahko na Hajj, in sta se pač legalno po letalski liniji vrnila nazaj v Italijo. Simple. Tako. Brez razčlovečanja, ki ga zdaj... Ja, zdaj brez razčlovečanja. Je enostavno obstajal enostavni odgovor, zakaj je potrebno to razčlovečenje, ki se nam dogaja, ki ga ne vidimo? To zame mogoče pa reči ti odgovor. Ja, sigurno gre za neko vzpostavljanje kontrole, za neko discipliniranje ljudi, tudi mogoče za preprečevanje nekih potencialnih migracij v prihodnosti. Ne vem, te načrti so, lahko bi rekli, da so vedno bolj sodobni sicer, ampak da se nekako ne spreminjajo skozi zgodovino, ker zidove, meje, vrata, ključavnice poznamo že dolgo časa. Po drugi strani pa tudi vemo, kdo spada noter, pa kdo ne. Mogoče je bilo to težje nekoč, ampak zdaj pač zakoni, statusi z, ne vem, razredi in podobno, nekako kontroliramo populacije, kam spadajo, nekateri izven meja. Meni je všeč ta raziskava, ki nekako na Evropsko unijo ali pa posamezne države Evropske unije gleda kot na tako imenovano gated community, oziroma, kako bi temu rekli, ograjena skupnost, kjer pač privilegirani beli stanujejo znotraj, zunaj jih varujejo varnostne službe in ljudje, ki živijo zunaj, lahko noter pridejo zato, da izvajajo določene services oziroma usluge, in ko se znoči morajo ven, zato da ne bo nevarnosti. Se pravi, neko discipliniranje, da vsak ve, kje je njegovo mesto. Nam je recimo tukaj v Sloveniji tudi strašno lahko zdaj disciplinirati ljudi od zunaj, pa ko pridemo mi v Nemčijo ali pa Ameriko, pač drugi disciplinirajo nas. In pač, ker delam tudi na inštitutu za slovensko izseljenstvo, slovenski izseljenci so bili precej disciplinirani v Združenih državah Amerike. Bili so katoliki, kar ni bilo zaželjeno, tudi govorili so čuden jezik in prihajali so z Balkana. In to so imeli 3 minuse že v samem začetku, ženske pa 4. Sam apropo na Juretov odgovor, mogoče pa gre za neke vrste darvinizem, da pač po balkanski begunski poti pridejo najmočnejši, pač da druge enostavno odnehajo ali pa umrejo. Mislim, in pač pride delovna sila, ki je dovolj fit, da pač upravlja delo za nas tukaj. Ker pač ukrajinski begunci ne bojo delali po tarifah, po katerih delajo pač Kašmirci. Mislim, to je zdaj mogoče bistvena od razlike. Sicer Evropa po moje to težko argumentira, ker mende, da pač eden prvih znakov civilizacije je zaceljena kost. Torej izraz solidarnosti tega, da ni treba umreti tistemu šibkejšemu, ampak da tistega pravzaprav zaščitimo zaradi tega, ker vemo, da se lahko v nekem trenutku... zaceljene kosti, Mislim, to je ta razlika. Še rasizem zraven pride. Zdaj nekaj, kar je v časopisu oziroma publikaciji omenjeno večkrat, je tudi v bistvu nevarnost normalizacije nasilja na nek način. In to je nekaj, s čimer sem se dostikrat ukvarjala ali pa preoprašvala, torej kako pisati, kako pripovedovati zgodbe, sploh ko gre za zgodbe o nasilju, o stvarih, ki se ne bi smele dogajati, o stvarih, ki jih je treba spremeniti, na način, da tudi če se potem nič ne spremeni, ko so te zgodbe povedane, da se ne normalizira to, da pravzaprav ljudje so pushbackani, da se zakonov ne spoštuje. Je to
smiselno se spraševati, torej da pravzaprav ponavljanje nekih zgodb normalizira, ker vemo, da to se tam itak dogaja in nas zato več ne zanima, to ni več breaking news, ampak je samo ozadje. Kakšen odnos imeti do pravzaprav pripovedovanja teh zgodb oziroma načina pripovedovanja, da ne služi normalizaciji nasilja in nezakonitih praks? Kdo je naslovljen? Oba. Moč lahko publiko na tej točki vključimo med moj odgovor. Jaz mislim, da je pač enostavno, ne vem, vem, da ne odgovorim, ampak vseeno pač, da se ne neha. Ne? Pač, to ni odgovor, da o določeni vsebini pač več ne vidimo regularnih updateov. To je bilo zelo jasno, nam je bilo pokazano, da se pač da ljudi vztrajno 2 leti z določenimi podatki futrati, ne? Prvih 15 minut na poročilih in to je bila pač korona. Se pravi, pač, ne pravim, da nismo tega normalizirali, pa vendar, ne? Ampak pomaga, torej recimo, ker za migracije, kar smo videli je, tudi policija je začela dnevno oziroma tedensko, mislim, da celo dnevno, poročati o številu ilegalnih prehodov meje. In to so pravzaprav medijem potem pošiljali dnevno in nekateri mediji so to potem objavljali. In je bilo, ta teden ali pa danes je bilo zabeleženih toliko in toliko ilegalnih prehodov. Zdaj, mislim, da saj v nekaterih medijskih krogih se je oblikoval ali pa je bila v nekem momentu neka diskusija o tem, da nam te številke nič ne povejo, hkrati pa da ustvarjajo neko prisotnost strahu oziroma neke grožnje, nečesa nezakonitega, kar prihaja ves čas vsak dan. Ne? In se nujno ni o tem poročalo oziroma se to ni vzelo kot novico, kljub temu, da je policija v nekem momentu začela pač plasirati, ne, v svoja poročila o dogajanju oziroma delu. Tako da, mislim, kakšen odnos imeti, ne, še vsem. Zopet ti ne znam odgovoriti na to, mogoče pa pomenljivo to, da aktualnih cifer, koliko je pa ukrajinskih beguncev trenutno tukaj oziroma koliko jih prehaja, pa ne poročajo, kljub temu, da te ljudje po veliki večini tudi nimajo kam spati. Tako da, ne vem. A imaš ti odgovor? Ne. Okay. Ne, jaz bi rekel, da pač ne sme priti do normalizacije nasilja. Zdaj, hvala, ker si omenil, jaz bom pokazal te 2 knjigi. To sta 2 knjigi z naslovom Black Pushbacks, ki v Sloveniji je za tudi njihovo izdajo in delo odgovorna Infokolpa. In več ali manj tukaj je govora o nasilju. 2 strani. Zdaj, kaj nam pa to pomeni? Bomo šli brati vsako zgodbo. Vse zgodbe so si strašno podobne, a ne? Pač ujet strani hrvaške policije, pretepen, telefon in potem vrnjen nazaj in še en game, mogoče drugačen game, vlak game, tovornjak game, kakorkoli že, ne. In zdaj, ko človek pač prebere 10-15 takih zgodb, se mu zdi, da so si vse podobne in tako naprej, ne. Ampak vseeno, ne, kot vidimo, je nastal kar soliden kup, če damo zraven še tisto, pa še ostale zadeve, pač ne sme biti normalizacije nasilja. Pač kljub vsem zgodbam, ki jih poslušamo, dajati v medije tudi na tak način, kot ta kamenček v sistemu, ker na vsezadnje meni je bilo zanimivo, ko je enkrat prišlo na petkovih demonstracijah do nasilja, so bili ljudje zelo presenečeni, kako, zakaj, kakšen so vzil, zakaj se to dogaja, kako, s čem sem si pa to zaslužil. In to, bom rekel, da so iste vprašanja, s katerimi se srečujejo tudi ljudje, ki grejo čez balkansko pot, ampak tudi tam se pogosto vpraša, nismo zločinci, hočemo samo boljše življenje, zakaj tako besno nasilje, in to je eno vprašanje, mislim, na katerega si še vedno nismo našli nekega odgovora, kaj spodbudi ljudi, da so pripravljeni na tak način verižno leta varovati mejo, ne da bi se dejansko Evropa zganila šele
ta zadeva je šla iz medijev dejansko ven, očitno namerno, več let se ni poročalo, 2 leti sigurno, leto pa pol se ni v tem kaj dosti poročalo, čeprav se je dogajalo. Kar pomeni, ja, da z mediji so težave. Bi pa, mislim, tako idealna zgodba bi bila kaj, mislim, na kakšen način, kakšne zgodbe nam manjkajo. Zgodbe teh delavcev, ki so, ne vem, ki delajo na črno v tovarnah, zato da mi lahko potem jemo kebab, ali, mislim, česa bi si želeli kot, ne vem, kritični bralci, raziskovalci družbe? Dostopa. Vse te nimajo trenutno. So sicer neki hotspoti na grških otokih, tam iz leta 2016, 2017 ali 2017-2018, ki so jih odprli, ampak zelo počasi funkcionirajo oziroma na grških otokih zaustavljajo tisoče in tisoče ljudi. Se pravi, možnost legalnega dostopa do evropskega trga dela, ki seveda ni briljanten in ni strašno krasen, ampak s statusom je bistveno bolj prijazen kot brez. Ampak moramo, mislim, tako, ker tudi moji kolegi recimo vprašajo, ja, ampak kako bi to naredili konkretno, ne? Rabimo toliko in toliko dodatnih tečajev slovenskega jezika, kako bomo vse legalizirali, kam jih bomo nastanili, ne? Jož te omenil, še te Ukrajinci, ki zdaj pridejo, pa ki jih celo hočemo, ali pa saj deklaratorno, ne, so vabljeni, nimamo jih kam za nastaniti, a lahko Evropa sprejme milijone, ne? Tako, mislim, raziskovalci oziroma a nas zgodovina dosti uči oziroma imamo modele, ki bi lahko ljudi pomirili ali pa jim ponudili vsaj tak videz neke gotovosti, kot jim ga zdaj ponuja nasilje oziroma ta navidezna kontrola meja, ki v resnici ne obstaja. Ker o tem se ne govori, ne? Oziroma, ne vem, Infokol pa mislim, da ambasada Rok, delavska svetovalnica so rekli, da ima uzakoniti možnost amnestije tudi v Sloveniji, tega nimamo. Ne, torej ljudje, ki so ilegalno tukaj, ne morejo regularizirati oziroma ustvariti svojega statusa, da bodo imeli enake pravice kot mi. Ne govorimo o tem, da so zato bolj ranljivi, govorimo samo o tem, da so zato grožnja. Ne? In se zdi, da sploh, mislim, tako, vsaj meni se zdi, v Sloveniji nam manjka pravzaprav izkušenj, modelov, zgodb o tem, zakaj bi bilo to dobro, pa kako se tega lotiti pravzaprav. A to imate nekje v nekih predalih, to, kar se sliši, da so narejene študije, pa potem politika jih pač umakne, ali kje smo? Sigurno imam en kup stvari v predalih, ampak kakšno čarobno rešitev te nimamo. Ne vem, jaz mislim, da za začetek bi bilo treba razmišljati o migracijah kot nekaj, kar je naravno in kar pač ponavadi bogati pač vse vpletene. Mi pa trenutno, saj tak je shift bil tam po letu 2016-2017, pa tudi že prej, razmišljamo o teh varnostnih vidikih, in zadnjih par konferenc, ki smo jih pač obiskali, kjer so bili prisotni neki uradniki, evropski visoki uradniki, so večinoma govorili o dveh zadevah, o varnosti in o tehnologiji, ki nam bo pomagala rešiti vse probleme. To so zdaj, dejansko so ponujali umetno inteligenco, ki lahko napove neke migracije za nekaj let naprej. In v tem primeru pač nam tudi ta kamenček v sistemu ne pomaga več, ker umetna inteligenca verjetno ne bo ta časopis prebrala, razen če ga boš digitaliziral ali kaj podobnega. Skratka, kupenih obljub je, ampak vse te obljube grejo v smer varnosti. Ne po drugi strani pa ja, je pa tudi ogromno solidarnostnih praks skupaj z ljudmi na poti z migranti, ki so za določene lokalne, pa tudi regionalne, pa tudi nacionalne kontekste čist funkcionirajo, bogatijo družbo in ne ustvarjajo kriminala in podobnih stvari. Je pa seveda treba vedeti, da pač večinsko prebivalstvo v rokah drži veliko moč pač nadzora medijev in ostalih državnih inštitucij in napad na priseljence in migrante je politični gain.
ker so to pač dejansko lahko do neke mere šibki. Spet, migrantski boji za delavske pravice, tukaj, so pa spet neka zadeva, ki bi pa mogoče tudi mlajši generaciji, ker si o tem govoril, prišla prav, kar mogoče ne spomnijo se več vsi, kdo je bil Che Guevara in podobno, ampak družbena pravičnost, solidarnost in podobne, da bom rekel gesla, ampak podobne ideje so nekako trenutno zelo, zelo aktualne in obstajajo pač, lahko bi rekel, najbolj izkoriščani, ki obvladajo boj proti temu. Mogoče kakšno vprašanje? Pa ne bomo raziskovalci naredili koraka naprej. Kdo pa? Tisti, ki bo čutil, da je potreba po tem. In največkrat pač priseljenci, migranti, begunci, prosilci, vse te pojmi, ki smo si izmislili, ljudje, ki nimajo istih pravic, kot jih imamo mi, so najbolj občutljivi za to in tudi imajo ideje, kako iti naprej, tako kot so prišli čez balkansko pot. Hvala lepa za vse tele izjemne uvide. Mogoče se bo tale vprašanje zdaj majčkeno naiven, ampak upam, da ne preveč. Namreč rečeno je bilo že v debati, da obstajajo na tej poti, ki zahteva v bistvu veliko časa, včasih nekaj let in tako naprej, tudi neki momenti samorefleksije, ustvarjalnosti in tako naprej, ki se dogaja v tem procesu. In me zanima zdaj, nekaj je seveda zgodbe, ki jih nekdo pripoveduje o tej izkušnji. To se pravi zgodbe dokumentarcev, dokumentarne fotografije, filmov, obzornikov in tako naprej. Nekaj je pa produkcija, ki jo, kakorkoli že to rečemo, ampak zgodbe, ki jih producirajo ti ljudje na tej poti sami. In te zgodbe, če se spomnimo samega filmčka, iz katerega je bil narejen obzornik oziroma ki je montiral obzornik 63, recimo neke avtorje in obzorniške fronte, ali obstaja nek mehanizem, nek kanal, pa ne, mislim, tako kot zbornik, o katerem je že bila beseda, ampak nek mednarodni kanal, kjer bi se te stvari, ne vem, nek YouTube ali karkoli, da bi se lahko te stvari, oziroma da se te stvari že nekako postajo, da se jih da videti, ali obstaja kakšen mehanizem dostopa do teh izkušenj, ki jih ljudje verjetno tako ali drugače delijo na nekih medijih. In pod vprašanje tega, ali potem, ko pridejo na neko destinacijo, ko v Italiji potem obirajo paradajze, ali kako si rekel, Jož, ali potem obstaja tudi moment refleksije te poti, recimo, da se to nekje objavlja oziroma je to kje dostopno, tako ali drugače. Hvala. Vsebine, ki jo pač ljudje na poti sami proizvedajo, je na tone. In če jih pozoveš, so ti te stvari tudi predane. Obstajajo TikToki, Instagrami in vse živo, kjer se pač ta pot dokumentira. Ne vem, če se je kdo tega lotil sistematično zbirati, vem pa, da so te posnetki ponavadi bistveno drugačni od vsega, kar počnemo neki zunanji dokumentaristi. In načeloma nikoli ne prikazujejo nekih težkih občutenj, ampak tudi potem, ko 100 ljudi gazi po snegu čez hribe do Slovenije, se pač smejijo, snemajo in kažejo pot. Zdaj, refleksija poti, jaz se z nobenim od teh fantov nisem post festum več pogovarjal o tem, kaj je bilo. Vsi so pa sprašvali, ko sva slučajno na socialne medije postala ne vem, eno leto kasneje, kako je zdaj tam. In ko jim poveš, kako je, se o tem pač več ne diskutira. In to je moja izkušnja, zdaj zelo osebna, verjetno ti nisem nekega širšega odgovora dal, ampak ja. Edino, kar sem jaz ves čas dobival, so bili neki zvočni posnetki, slike,
wow, Paris, ne? In potem pač daily objave normalnega lifea tam, od fitnessa do, ne vem. Ja. Jaz bom naredil reklamo za festival migrantskega filma, no? V Sloveniji, ki organizira Slovenska filantropija, in kjer vsako leto pač filmi, ki so tam, so vrhunski in včasih oziroma večkrat tudi povzamejo določene izkušnje pač ljudi na poti, no? Da bi pa obstajal prav nek repozitorij, sigurno obstajajo različni, no? Pa če bi se zdaj vsi, ki jih vidim, zbrali, napisali vsaj eno idejo, pa mislim, da bi jih vsaj 30 zbrali, no? Sigurno. Pač festivali filmov to kar vrtijo in kar nastaja določena produkcija, no? Zdaj prav arhiv tega pa po moje ne, ker kot si rekel, gre za neke osebne posnetke, večinoma s telefonov, ne? Včasih te telefone tudi razbijajo policija in potem se to zgubi. Mislim, pardon, ti skačem besedo, ampak večino obstaja Facebook grupe, kjer se išče ljudi, ki so izginili na tej poti, in ta Facebook skupina je včasih zelo brutalna in te edine podobe smrti iz balkanske rute imamo iz osebnih telefonov ljudi, ki pač naletijo na koga, ki je mrtev. In se potem med skupnostjo sprašuje, kdo to je. Ja. Kaj pa omenjam bil film, mislim, da danes je tudi Kino Dvor, ne, film Beg, pa mislim, da je tudi kar nekaj stripov narejenih kot refleksije. Jaz vem, da z Matjulohom smo v bistvu tudi še potem naprej komunicirali, pa smo v kontekstu revije Borec, ki je bila posvečena biopolitiki, glih to izkušnjo pravzaprav nasilja poskušali noter vključiti v številko revije. Je pa tako, da recimo meni osebno, no, se tukaj pol postavlja vprašanje, mogoče se dotika tudi malo tega, kar je bilo prej rečeno strani Jureta, to, koliko pravzaprav mi pol predamo odgovornosti pravzaprav najšibkejšim, pa ne, da bi želeli biti v bistvu zdaj kakorkoli, kako se temu reče, patronizing, ne, torej pokroviteljski do njih, ampak ljudem, ki mogoče imajo najbolj negotov status, ne, pa pričakujemo, da bodo najbolj ubesedali, da bodo drzni, da bodo predstavili neke rešitve. Tako se mi zdi, da je tukaj fino pravzaprav vedeti, da je, mislim, da če hočemo, da je prihodnost skupna, moramo skupaj z njimi to delati in mogoče tudi v nekih momentih, ne, nositi lasten del odgovornosti, tudi ko pride do refleksije njihovih izkušenj za našo izkušnjo družbe, ne. Torej, to, kaj pomeni, da oni izkusijo nasilje za našo prihodnost, ne, kar je bilo omenjeno. Kako se solzivci oziroma policijske taktike z meje potem prenesejo v prestolnico, ko potekajo neprijetni protesti zoper trenutne oblasti. Tako da tukaj se meni zdi, no, tako, da je absolutno te ljudi imeti za zraven in zato se mi zdi tudi, da je ta časopis oziroma publikacija, projekt tako dragocena, ker pravzaprav daje enako vredno na nek način, ne, glas različnim avtorjem, različnim pogledom, različnim izkušnjam, ampak ne pa v bistvu pač njih potisniti, naj oni zdaj nam ponudijo rešitve, naj bodo oni tisti, ki bodo drzni in tako, ker v resnici, ne, v veliki meri mogoče neke kritične poglede, ravno to, kot ti praviš, ne, mislim, lep selfie, zaradi tega, ko hočemo biti pogumni, pa sami sebe spodbuditi, da bomo prešli še naslednjo mejo. Se mi zdi mogoče neka refleksija, razumevanje sedanjega sistema, v katerega oni šele vstopajo, pa vendarle bi bila dobrodošla tudi strani nas, ne. Jaz bi samo eno vprašanje vezano na organizacijo tega sistema postavila. Namreč Jure je omenil, da je verjetno je bilo to vezano na slovensko govoreče medije, češ da v zadnjih 2 letih
poročanja o pushbackih ni bilo. In čisto za razumevanje, ker namreč spremljajoč nemško govoreče medije, pa to poročanje je in je v tem smislu tudi kulturalizirano, ne? Se ga postavlja čez na obrobje, ne? Periferijo evropsko in me zanima, kakšni so po vaših uvidih, kakšne so pravzaprav geopolitične, sistemske, ko bi rekla, povezave, kako se implementirajo te politike znotraj Evropske unije, ali so, ko bi rekla, prepuščene nacionalnim okvirjem, ali so one pravzaprav zelo prepredene z evropsko politiko, ker kot vemo, v lani jeseni oziroma zdaj že pred 2 leti definiranimi smernicami razvoja Evropske unije je tako, kot je tudi Jure omenil, pač ta varnostni vidik najbolj postavljen v ospredje, češ da je to smernica, željena smernica razvoja evropske migracijske politike. Hvala za vprašanje. Jaz bi tako rekel, nekaj časa so poročali o tej balkanski poti kot the back door of Europe. Se pravi, očitno obstaja tudi front doors, a ne? Se pravi, back door of Europe čez Balkan, balkanska pot se imenuje tudi balkanska z razlogom, a ne? Že od balkanskih vojn naprej za ameriško politiko balkanizacija pomeni pač neko situacijo, ko gre vse narobe in ko se z nobenim ne da nič zmeniti, ne? Skratka, Balkan je en tak, ne bom rekel problem Evrope, ampak je pač Balkan je prostor, ne, kjer se pač so določeni pritiski velesil bili vedno prisotni tja od Rimljanov naprej, je prehodni prostor in se ga pogosto pač v zahodni Evropi vidi kot problem, ne, s kjer prihajajo begunci, s kjer prihaja vojna, s kjer se stalno dogaja nekaj, a ne. Dejansko pa, ne vem, če gledamo tudi politiko EU, a ne, ko je balkansko pot skušala zapreti tudi s tem, da je Makedonija obljubila, da bo vstopila v, pač začela s pristopnimi pogajanji, ne. Tudi tukaj je aktivna politika Evropske unije prisotna, ne, in ta spet vlaga v varnostni moment, ne v neke humane poti in podobno, no. Če ne pa ja, bi se strinjal s tem, no, da ne ustvarjajo samo nevarnih ljudi, ne, mediji, ampak tudi nevarne prostore, od kjer te ljudi prihajajo, ne, in mislim, da je Zygmunt Bauman te prostore prav posebej imenoval, zdajle se ne spomnim, ampak to so prostori, od kjer prihaja nevarnost, ne, bodisi so to droge, bodisi so to neki plačanci, bodisi so neki paravojaške enote, bodisi so to migranti, ne, in to je na vsak način treba držati ven, ne. In očitno Balkan je en tak prostor nekje na meji, ne, ki ga je treba še posebej vzeti podrobno gled, ne, in ja. Me čisto zanima, morda je bilo to tudi le izrečeno ali pa to tudi obče znano, dejanskih političnih dilov, a ne, ker kakor recimo ob 2016 znotraj nemško govoreče raziskav migracij se je pojavil podatek, da je balkanska ruta pravzaprav v sodelovanju z McKinsey, svetovalci, ki so svetovali nemško vlado, ki so sodelovali, ne, se pravi, kot nek laboratorij push and pull delovne sile in tako naprej, a ne, v tem smislu dejanskih, če ste naleteli v raziskovanju do dejanskih, ko nekaj političnih dilov, ja. Smo, ampak ne, mislim, zadeva je seveda zelo kompleksna, no. Jaz sem samo pač nekaj skušal
bistvo, ne, imamo Balkan z Bosno, ki je izrazito v negotovi situaciji z šibkim sistemom, ne, imamo Makedonijo, ki ne bom rekel, da je podobno, ampak tudi ima neko stisko pritiske med nacionalnimi skupinami, ne, in potem imamo to balkansko pot, ki pelje čez in sigurno so neke politične igre, ki nekako to nagovarjajo. Ponavadi na Balkanu so bile vedno zraven, ne? Ker je tukaj neko stičišče vplivov različnih velesil. Tako se smo tudi zdaj videli Rusija, ne? Preko Srbije, pa Dodik in podobno, kot ostalih tudi zahodnoevropskih držav in tudi ostalih velesil, ne? Tako da sigurno se kaj dogaja, no? Ampak sigurno je zelo kompleksno. Sam dodala, jaz se spomnim, takrat, ko smo midva z Joštom v nekem momentu šla v Bosno tudi ravno v času, ko je pravzaprav prihajalo do ilegalizacije solidarnosti. In so kar naenkrat v bistvu policisti v Bosni postali bolj, če rečemo pogovorno, pasji, ne? Ampak pravzaprav to je bila posledica tega, oziroma ostri, začeli so begunce iz centra mesta oziroma centra krajev prisilno umikati v centre, jih zapirati tam pa tako. In to je bilo direktno posledica v bistvu srečanj, ki so jih, mislim, da se je temu v nekem momentu rekla Salzburg Group, ki je bila Avstrija, Slovenija in potem še neke druge države, se lahko pogleda. In potem kasneje, v bistvu pa so se pa tudi malo preimenovali, ne. Meni zabavno je bilo, da Slovenija je, mislim, da v Bosno poslala v podporo neke obrabljene uniforme ali nekaj takega, ali jakne za čas zime kot podporo policiji, ker vprašanje je bilo, na kakšen način slovenska policija pač prispeva, ne, če pričakujemo od pač policije Bosne, da bo skrbela za meje oziroma za stvari, ki jih mi pošiljamo ilegalno nazaj s pushbacki. Drugače pa vsekakor, v bistvu, jaz mislim tako, da bi direktno lahko rekli, da je Evropska unija prispevala k temu, da se je politika Bosne do migrantov oziroma do beguncev zaostrila in postala bolj nečloveška. Pa je še vedno mogoče bolj človeška kakor hrvaška pa slovenska. Drugače, jaz v zadnjem času nisem naletela na raziskave, ampak spomnim se pred leti, že v tem zadnjem 2007, 2014 ali pa 2014, 2021, vedno je to ponavadi povezan malo te interesi ekonomski ali pa teh raznih svetovalcev s temi tudi 7-letkami Evropske unije, ko različna podjetja pravzaprav svetujejo, kaj so tiste politike, kaj so tehnologije, ki jih velja razvijati. In to v bistvu raziskovalci, s tem Anderson je ki je napisal Illegality Incorporated, pa je pa tudi, sem govorila, Martin neki Pendergast, mislim, da je iz Danske. Oni v bistvu pač analizirajo zelo jasno, kje industrije pravzaprav imajo ključen vpliv, mislim, da je International Institute, v glavnem, ampak to lahko tudi pogledamo pa še po okrogli mizi, no, delajo TNI, se upravičujem, delajo v bistvu analize tega, kako je pravzaprav industrija, ki proizvaja vojaško orožje, potem tista, ki ponuja tudi rešitve za branjenje evropskih meja. To je, mislim, da je 2 leti nazaj prišlo poročilo ven. Skratka, ustvarjajo pravzaprav konflikte ali pa napajajo z orožjem vojne nekje drugje in potem ustvarjajo tudi tehnologijo oziroma ponujajo tehnološke rešitve, to, kar je Jure omenil, za to, kako braniti oziroma kako narediti meje neprehodne za ljudi, ki pravzaprav so prisiljeni pobegati zaradi tehnologije, ki se jo tam uporablja in jo ta ista podjetja tam ustvarjajo. Drugače, front door je pa mene potem sam spomnil, da zlati pasoži za bogate, jaz mislim, da to je front door do Evrope, nažalost, pač, kar sam še potrdi tudi že preomenjeno to ograjeno skupnost Evropske unije, ki pač je še vedno zelo razredna in vse bolj
se zdi, da vrednost življenja je odvisna tudi od debeline denarnice. Okay, dobro. Jaz bi mogoče naredila en komentar. V bistvu se mi zdi, da sta dve liniji pogovora. Ne? Ena linija je zdaj ta časopis, ki se mi zdi pač eden od projektov in je to odlično, da se take stvari dogajajo. Ne vem zdaj, kakšni bojo učinki in kaj ta projekt, nisem razumela, pomeni v nekem širšem kontekstu, ampak se mi zdi pomembna stvar. Kakršnakoli da je, pač neka iniciativa. Drugi del tega pogovora se mi zdi zelo presplošen in posebej se mi zdi problematično izpuščanje Slovenije iz teh relacij, kar se tiče tega raziskovalnega dela, neka prazna retorika, ker mislim, kar z druge strani, Kristina, se mi zdi fajn, da ti poskušaš cel čas privleči to Slovenijo znotraj, ker pogovarjamo se tukaj v Ljubljani, ne? In pogovarjamo se pač o tem projektu in v bistvu je neka pomirjujoča zadeva, vsaj tako je prišlo od teh, ki pač govorijo zdaj za to okroglo mizo, ali kaj je ta, kot ja Slovenija, pa ja begunska pot, pa to, ampak mislim, pa kako bi bili bolj solidarni. Ampak v resnici, če pogledamo resnico te države, imamo izbrisane, imamo v bistvu sisteme nasilja, ki niso samo proizvedeni pač prek migracij, ampak so v bistvu notranji in so domači, so negovani, so prek tudi načina, kako govorimo o njih, pravzaprav postavljeni pred progo, noben od njih ne govori, ker ta retorika, ki je danes tukaj prisotna, to se mi zdi velik problem. In vprašanje, mogoče, če sploh je vprašanje, glede na to veliko teh diskurzov, ki so se danes pojavili, v bistvu ta begunska pot, balkanska begunska pot in Slovenija, ne? Če že o tem govorite, ne? Kje je zdaj to razmerje? To se mi zdi, da je popolnoma razvodenelo se v tej nekih deskripcijah. In mislim, da je to problem za nas, zato ker nismo izvzeti iz tega. No, to bi bil nek komentar ali neko vprašanje. Mislim, jaz samo težko odgovarjam, ker tudi nisem bil izzvan, mislim, da ne, ampak mislim, da smo mi, ko govorimo o kriminalizaciji meja, pač vsi vključujemo Slovenijo kot aktivni akter tukaj. Mislim, ko govorimo o pushbackih in o nekem nasilju, Slovenija je tukaj glavni akter, mislim, da se tukaj niti približno, vsaj jaz osebno nikoli nisem hotel, niti se nikakor ne bi distanciral. Kar počne Slovenija je rasizem, mislim, to je pač pika. Na ostale stvari pa mogoče se ne čutim niti poklicanega, da bi odgovarjal. Tako. Ja. Seveda, Slovenija, ne vem, lahko govorimo tudi o raziskavah, ki so bile upravljene, o pogovorih, ki so bili upravljeni, ne. Tudi danes smo imeli tukaj pogovor z Uradom za integracije in pač lahko samo ugotavljamo, da pač ljudje bodo imeli iste težave, kot jih imajo že pač priseljenci tukaj že desetletja. Zdaj, če bi vse to nagovarjali, mislim, lahko, ni noben problem. Ja, seveda, imamo problematično zakonodajo, imamo zakonodajo, ki tudi, če obstaja zakone, se pač ne izvajajo, ljudje padajo v najrazličnejše, kako se tega reče angleško, gaps, oziroma se jim tudi tukaj življenje ne premika naprej. Velika večina oziroma kar nekaj ljudi pač zapusti Slovenijo in odide v druge evropske države, nekatere potem ujamejo in jih preko Dublina vrnejo nazaj. Tudi tukaj imamo nasilje, imamo problematične azilne domove, mislim, o tem se lahko pogovarjamo, ni problem. Imamo problematične delovne prakse, prekerne zaposlitve, otroci imajo težave v šolah, ker pač program učenja jezika in ostalih niso prilagojeni. Mislim, balkanska pot v Sloveniji je tudi hudo brutalna in seveda gradi na tradiciji pač rasizma do delavcev, ki so prihajali iz držav nekdanje, ki so v Jugoslaviji še v okviru notranjih migracij hodili v Slovenijo in izbrisanih.
in še ostalih pač skupin, Romov. Mislim, ne vem, kje bi lahko začel, kakšno konkretno vprašanje, ker seveda situacija ni rožnata, no, in na številnih področjih. Ja, bi pa seveda rekel, da postaja pa tudi en kup solidarnostnih praks, ki se s temi zadevami tudi aktivno ubadajo, ukvarjajo ljudje že tudi desetletja, no, tako da. Meni recimo zanimivo se mi zdi v tem kontekstu ponovitev, pa jaz mislim tudi, da je prišlo, ne vem, strani vsaj nekaterih socialnih delavcev oziroma profesor, ne vem, Jelka Zoran, Fakulteta za socialno delo, mislim, da tam so prav pač upozorili na direkt usporednice med izbrisom, pa med tem, kako je pravzaprav Slovenija zdaj v tem zadnjem času, 2015-2016, pristopila pravzaprav do pushbackov, ne. Ker to je zanimivo, tudi v tej črni knjigi in tudi v zgodbah pravzaprav ljudi, ki prehajajo mejo, oni rečejo za slovensko policijo, da ponavadi ni nasilna, ne, ampak jih samo, mi jim izdamo dokumente in jih pošljemo potem nazaj, v nekem obdobju jim je policija izstavila še račun, ne, tako kazen in če so imeli denar, so plačali, ob tem, da se pa ni dal preveriti, koliko denarja je dejansko prišlo v slovenski proračun iz tega naslova, kar je pač zanimivo lahko sistemsko vprašanje, ki ga jaz pač nisem uspela več kot toliko v bistvu pač razčistiti, ampak hočem reči, mislim, to, kar je Slovenija z izbrisom delala v 90-ih, ne, ko je ubijala pravzaprav z dokumenti oziroma z birokratskimi postopki, to isto počne zdaj za zlorabo zakonodaje in to smo izmojstrili in v bistvu prepuščamo, ne, grdo, bolj nasilno, krvavo obračunavanje hrvaškim policistom, ne, da jih pretepejo in potem fliknejo nazaj, ne, še malo bolj južno dol v Bosno. Tako da tukaj so bile narejene, se mi zdi, neke vzporednice. Jaz mislim, da so se tudi v medijih pojavile. Meni zanimivo je bilo, ker se mi zdelo na trenutke, da pravzaprav pri ljudeh naletiš skoraj na nek odpor, ne, ker je pravzaprav neka ta zgodovinska teža pade na prebivalca Slovenije, da se neki te vzorci ponavljajo. To, še nekaj je bilo, kar sem hotela, mislim, da je tudi zelo pomembno, no, je bila prej omenjena Makedonija, spomniti vedno znova, spet in spet, ne, da v resnici ključen akter pri zapiranju balkanske poti je bil Miro Cerar, ne, ki je takrat, jaz mislim, da odigral neko vlogo pač v imenu tudi Nemčije ali kakorkoli, ampak on je bil tisti, ki je takrat rekel, da se zapira balkanska pot, da je treba jo zapreti. In Slovenija v resnici je potem s svojim načinom, ki ga je bolj ali manj copy-pastala od Madžarske, pač začela zahtevati, ne, uresničevanje te ograjne politike po celem Balkanu, začenši z Albanijo in Makedonijo, kjer potem je tudi Frontex prišel, ne. Tako da Slovenija vsekakor tudi, mislim, da Uroš Kerl pa Miha Blažič in Toko se ukvarjata tudi malo z raziskovanjem tega, kako so nekatera slovenska podjetja pravzaprav svojo tehnologijo začela ponujati in v Makedonijo, in v Albanijo, in v Bosno. Tako da tukaj so vsekakor tudi biznis deli, pol hkrati so pa v ta podjetja, ki so v Sloveniji, se izkaže, da je pač zraven vpleten tudi denar, ki prihaja iz zalivskih držav. Imamo nekdanje in sedanje policijske predstavnike, ki so vezani v bistvu na varnostno industrijo in v bistvu denar, ki se tukaj obrača. Tako da Slovenija vsekakor igra zelo aktivno vlogo pri ustvarjanju in širjenju, se mi zdi, teh politik na Balkan, ne. Dodala, ker sem pač tudi veliko na terenu z begunci, bi dodala to, da v bistvu Balkan upravlja, ali pa tudi Slovenija, neko umazano nalogo.
pod okriljem Evropske unije. Ne? Evropska unija se potem lahko z robčkom obriše roke in reče, joj, mi se distanciramo od teh groznih Hrvatov, ki pretepajo migrante, ampak v resnici je način, kako tretirajo, naprimer hrvaška policija migrante, zelo sistematičen in je v bistvu uperjen na to, da jih čim dalj časa obdrži na odlagališčih ljudi, to so Bosna, Grčija, ne, jaz to imenujem dobesedno odlagališča ljudi. Če jih bojo pretepali, si migranti ne bojo upali spet ponovno na to pot. Potem, ko nekaj časa smo bili zelo kritični tudi v medijih, kako se hrvaška policija obnaša in kako so nasilni do migrantov, so potem začeli bolj drugačne metode uporabljati, ne vem, zdaj nazadnje so mi migranti govorili, da ležijo v blatu, v mrazu, na trebuhih po 2-3 ure, jih držijo na tak način Hrvati, brcajo jih v trebuh, da se ne pozna, stopijo jim na obraz, mislim, jih pač tako pretepejo, ker jaz potem jim rečem, a mi lahko pošlješ sliko, ker pač jaz sem z njimi v kontaktu, pošlji mi sliko, da imam v bistvu neke vrste dokaz in reče, ne, jaz samo ne morem govoriti, vse me boli, brcali so me v trebuh, nič se ne pozna. Je pa to zadeva, to, da so, ne vem, telefone jim razbijali, da jim jemljajo čevlje, da jim zažgejo oblačila, to je vse način, da jih čim dalj časa obdržijo na teh odlagališčih ljudi. Ker Hrvati v resnici nimajo interesa, niti Slovenija nima interesa, da bi te ljudi zadrževala. Interes ima predvsem Evropska unija, kamor ti migranti vsi želijo priti. Pač Evropska unija, to se pravi Italija, Francija, Nemčija. Mi upravljamo delo neke vrste lakajev. Mi smo lakaji Evropske unije in pač še vedno smo pa toliko na obrobju, da lahko kršimo pravico do azila, da jih lahko Hrvati pretepajo. V Bosni, še to bi dodala, jaz ne bi Bosne tako zelo idealizirala, ljudje so pozabili na to, da so begunci bili kdajkoli. Velika večina je zelo nestrpna do migrantov in oni nimajo vstope v lokale, tam je dobesedno apartheid. Sicer tak, nezakonit apartheid, ampak v bistvu pač enostavno ne pustijo beguncem v lokal, ne moreš v lokal, tudi če so čisti, tudi če bodo plačali, pač ne morejo noter, ne morejo igrati, ne vem, biljarda, jim ne pustijo. Umikajo jih delati stran od ostalih, motijo jih v mestu. Milijonkrat sem videla ljudi, ki so prišli do teh fantov, pa so jih tam nadirali in tako naprej. So pa seveda, ja, so pa ljudje, ki pa v bistvu veliko so pripravljeni žrtvovati, v smislu tudi, da so izolirani od lastne skupnosti, ki tvegajo in reče, ok, lahko pridete, begunci lahko pridejo k meni, pa se stuširajo pri nas doma, pa jim potem ostane pač visoki računi elektrike in tako naprej. Tako da mislim, da ni, mislim, ja, Balkan, ampak v bistvu pa izvajamo zadeve za Evropsko unijo. Tudi Hrvati si prizadevajo, pač radi bi prišli v Schengen in verjetno jim je rečeno, če hočete v Schengen, morate dokazati, da znate braniti mejo. Ne vem, to je bil pač moj vtis in to je moj vtis pač v teh zadnjih 2 letih, ko delam z begunci. Fotografsko vprašanje za Jošta. Večina teh podob ali pa vse danes so iz begunskega življenja, govorimo pa o mejah, o tehnologiji, o policiji. A te to tudi zanima? Mislim, tako čist, samo da si predstavljamo, ja, kaj bo šel mogoče, ne vem, naslednje stvari slikati, pa tudi to, ja, v bistvu, a bi podobe policistov, se pravi, ne vem, žice, ograj tega, kako bi po tvojem čist vizualno učinkovali na javnost? Teh podob, večina stvari, ki jih sploh po žici dobimo, so takšne podobe, ne? Jaz pač skušam, meni se zdi, sploh pri takšnem delu, smiselno prepletati in dopolnjevati vizualno s tekstom in zdi se mi, da takšno stvar veliko lažje in lepš govori tekst. Tako. Obstaja pa tudi kar precej veliko nekih, sploh apropo nemški mediji, ne? Pač nemški mediji so prvi lansirali te podobe, kjer so pač dejansko dokazali, da hrvaška policija s kiji tolče ljudi in tako naprej. Pač, meni se to zdi noro pomembno, ampak zdi se mi pa za nek tak projekt, ki smo ga mi tukaj skušali delati, smo se pač osredotočili na neke zgodbe življenja na poti. Tako.
A sem ti odgovoril? Boš tudi slikal ta tehnološki policijski del, ali je to čist zate osebno, ne vem, prepuščen drugim fotografom? Mene osebno vse zanima. Tudi prevozili smo praktično celo mejo slovensko z žico, pa pač poskušali to dokumentirati, zaradi tega, ker pač ne obstaja nikjer javen podatek, kje ta žica stoji. Tako da pač ja, absolutno me tudi to zanima. Mislim, se mi zdi ekstremno pomembno tudi take stvari pokrivati tudi na vizualen način. Ok, hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Komentar? Veseli bomo vsega in vseh. Morda bolj komentar ali vprašanje, oziroma bi želel slišati vaše mnenje. Nekako moja osebna dilema, ker se mi zdi, mislim, to, kar sem uspel ujeti te predstavitve, mi je fajn, ker nekako gre onkraj te, jaz temu rečem torture porn estetike, ki je povezana s temi dejanji, ker se mi zdi tako na strani aktivistov, kot se strani novinarjev je pač tisto tako, da se beleži samo tragedije in da se samo nečloveškost in da se lovi sam neko to, ja, pač mučenje, ali kako bi rekel. Kar je seveda razumljivo, ker ima nek namen, mislim, pač jaz imam tudi določene izkušnje pač v Bosni in je vedno bilo tako, da še posebej z aktivisti je bilo vedno tako, da vse se gleda skozi ta spekter in se interpretira na najhujši možen način. Vsaka buška je buška od policaja, ne? Ni to, da pač otrok se včasih tudi sem spotakne, pa dobi pač neko brezgotino. To rečem zaradi tega, ker je pač to neko moja osebna dilema, ker se mi zdi, da ti aktivistični ali pa novinarski del je nekako komplementaren tej politiki. Ta politika je odvračanja migrantov in hrvaška policija po eni strani ne more priznati, da je brutalna, ampak po drugi strani jim po interesu, da se razve, da je brutalna. In mi, ko poročamo, ko govorimo o tem, pa samo širimo glas, da je ta pot neprehodna in tako na nek način smo neko naravno dopolnilo, ker pač seveda policaji ne tepejo v sred gozda zaradi tega, ker pač si želijo teps nekoga, ampak da se razveda, če greš v ta gozd, boš tepen. Tako da ne vem, mogoče, če ima kdo kakšen pomislek tudi o tem mojem komentarju, če sem bil razumljiv. Mislim, to begunci so zelo dobro seznanjeni, to se pravi, ne bo zato, ker so gledali RTV Slovenija, pa so tam slišali, da jih pretepajo policisti, ne bojo šli čez gozd. Oni dobro vejo, pač kaj se jim dogaja, ker probajo iti na prehod meje vsaj po 30-krat, 40-krat nekateri, tako da včasih jim vzame ogromno časa, da lahko grejo čez mejo. Tako da ne vem, če je to ravno tak pomislek. Mislim, vsekakor ni za pozabiti zgodb, ko so tukaj tudi napisane, ko piše po 7 poskusih mi je uspelo. Jaz mislim, da tako velja pravzaprav, ali pa da to, česar manjka v medijski govorici ali pa sploh, ko se pogovarjamo, je ta kritična analiza, da zidovi v resnici ne ustavijo ljudi. Nasilje ne ustavi. Če ljudje želijo iti, bodo najdeli pot. Vprašanje je, koliko jih bo mogli umreti, koliko bodo mogli pretrpeti zaradi tega, koliko bomo mi manj ljudje. Zaradi vsega nasilja, ki ga država zahteva trenutno v tem režimu in sistemu. In se mi zdi tudi tako, moja izkušnja, moj občutek je, da nam v resnici manjka, pa bom uporabila to tujko, elokventnih, pogumnih, na nek način raziskovalcev ali pa glasov, ki bi ponudili kontrapunkt uradnikom in policistom, ki razlagajo, kako super rešitve so
to, kar oni zdaj delajo in kako je to edina možna pot in edini možen način. Mi pogostokrat in novinarji se mi zdi, da marsikdaj enostavno ali ne vem, zmanjka znanja, zmanjka priprav, zmanjka poguma, ne, da bi se zoprstavil proti nekomu, ki je na funkciji, ki govori kot strokovnjak in ti predstavlja to, da odpiranje meja je nemogoče. Ne. In ti rabiš potem v bistvu nekega drugega sogovornika, ki ga lahko predstaviš vsaj kot enako kompetentnega, ne, ki reče, lejte, oprostite, ne, to, kar govorite, je bullshit, ne, je izključno propaganda ekonomskih, varnostnih industrij in služi samo temu, da se v resnici ustvarja vse težje in vse bolj nasilne poti. Ne. Ampak novinarji v resnici sami, jaz mislim, da tega ne morajo govoriti, ker niso strokovnjaki. Oni lahko izključno pač prenašajo te glasove in jih na nek način predstavljajo ljudem. In mislim, da teh zgodb in hkrati tudi neidealiziranih herojskih zgodb, ampak pač dejstvo, da ljudje pridejo v Evropo in to, kar pa Jure reče, ne, v Evropi delajo in v resnici vplivajo na naš vsak dan, vplivajo na sisteme zaščite delavskih pravic, ne vem, urejenih obljub nekega življenja ali funkcioniranja družbe, vključevanja solidarnosti. Če imaš ilegalizirane ljudi, pač težko jim ponudiš, da smo vsi skupaj in da nam je fajn, zaradi tega, ker je njihova v bistvu štartna pozicija tako zelo drugačna in tako zelo slabša od naše, ne, se mi zdi. Tako da to zdaj, Ja, če bi pa jaz čisto direktno odgovoril na tvoje vprašanje, če tudi aktivisti pač trobite v isti evropski rok ali pa trobimo, ja. Pač v rok varnosti, seveda s svojimi poročili, ne, ampak ker te zgodbe so precej bolj kompleksne kot tiste zgodbe, ki jih recimo trenutno spustijo čez mediji, jaz mislim, da se trobi še čez kakšen drug rok, ne samo ta varnostni, no. Ampak ja, seveda pri svojem delu in razmišljanju treba biti zelo pozoren in previden in stvari res dobro premisliti, ker včasih pač ne, da bi to hotel, ja, trobimo ta rok, ja. Varnostni, ne zdaj karen. Jaz mislim, da smo čisto vse časovne okvire prebili, pa bi mogoče predlagal, da nekako neformalno nadaljujemo, če ima kdo željo. Če se strinjate vsi? Okay. Najlepša hvala vsem za vašo pozornost. In kljub temu naslovu Keine šans, jaz mislim, da brezmejnost in univerzalizem so edina šansa v resnici, ki jo imamo, pa en lep brezmejen večer vam želim. Hvala vsem, da ste prišli.